Žo folk, pozdravljeni v mojem novem videu o jecanju. Danes bom kar zelo drugačen od prejšnjih videov. In sicer zakaj? Zato, da vas šokiram, to je prvi razlog, drugi razlog pa, da malo se vam bolj približam glede na statistiko, ki sem si jo ogledal v kanalu. Zakaj? To zato pravim, ker kakor mi saj statistika pravi, me gledate fantje, moški in sicer od 25 pa do 45 let. Tako da mislim, da vam bom tudi mičkom bolj bližje bil s to mojo govorico. Ker v prejšnjih videih sem nekako probal se približati celotnemu prebivalstvu s neko tako, kakor tako uradno slovenščino, zdaj bom pa pač govoril čisto po domače. Torej, o čem bom govoril v današnjem videu? V današnjem videu bom govoril o mojih top 10 vprašanj in odgovorov, ki sem jih dobil na radiju, na televiziji, v časopisih in tudi takole, ko me folk spraševal na ulici oziroma v službi ali pa kjerkoli so me že vprašali. Tukaj moram posebej izpostaviti društvo Vilko Mazij, da se mu zahvalim, da je naredil tole knjigo. Evo, da jo pokažem. Pa to ni reklama. To je samo zahvala društvu, kajti društvo Vilko Mazij mi je omogočilo, da sem danes, kar sem. In torej, danes, da sem lahko nastopajoči pred vami na YouTubeu oziroma kjerkoli me pač že povabijo. Tole knjigo, evo, Jecljam sem si kos, lahko dobite v društvu, v raznih knjigarnah, oziroma po moje, da je najboljš, da vam jaz objavim tukaj link v spodaj, pa si pogledajte na strani društva, je knjiga še dobavljiva ali ne. Tukaj si bom pomagal malo s knjigo danes z bolj strokovnimi vprašanji, če bo potrebno, vam bom mogoče malo prebral, če ne bom pa pač govoril čisto iz glave. Ste pripravljeni? Akcija! Številka 10. Kaj je jecljanje? Jecljanje ni samo problem v govorno-jezikovni komunikaciji, temveč se dotika celostne človekove osebnosti. Odraža se na fiziološkem, telesnem, emocionalnem, psihološkem in socialnem področju človekovega življenja. Torej, kaj to pomeni, čisto po domače? To pomeni, da se nas jecljanje tiče v vseh naših pogledih. To lahko tudi sam potrdim, ker če bi bilo jecljanje samo na enem področju, bi ga bilo to zelo hitro lahko odpraviti oziroma vsaj zmanjšati. Temu pa pač ni tako, ker se je treba posvetiti celotni naši osebnosti, ki jo pač imamo in ki je pri vsakmu čisto različna. Številka 9. Zdaj govorimo o jecljanju. O jecljanju govorimo takrat, ko se oseba, ki jeclja, se tega tudi zave. Evo, to je bilo recimo pri meni, je bilo to v 6. razredu osnovne šole. Zdaj vam bom pa prebral mičko bolj strokovno razlago, ki jo ima Svetovna zdravstvena organizacija. Evo, gremo. Jecljanje je motnja ritma govora, v katerem oseba natančno ve, kaj želi povedati, vendar časovno tega ni sposobna izvesti, ker nehote ponavlja, podaljšuje ali prekinja posamezne sestavine govora. Upam, da vam bom tudi komu pomagal ta način mojega branja, če boste imeli kakšno predstavitev, kje v službi, na fakulteti ali pač kjerkoli. Vzemite si čas, najprej preberite en del stavka in ga probajte povedati brez jecljanja. Ali je obisk pri logopedu kdaj prepozno? Ne, vsekakor ne. Sam sem recimo šel pri 22 letih v društvo, pa danes zelo dobro govorim. Poznam pa tudi ljudi, ki so šli zelo kasneje v poznejših letih. Od 50 let starosti naprej. Imeli smo tudi pa v društvu gospo eno, ki je bila stara čez 70 let in se je odločila, da bo popravila svoje govore in ga je uspešno. Tako da nikoli ni prepozen za obisk k logopedu, da se zmanjša jecljanje ali pa skoraj odpravi. Je pa seveda priporočljiv, da se gre to čim prej. Številka 7. Ali je jecljanje nalezljivo? Folk ne ga sredi s takimi vprašanji. Seveda ni nalezljiv. Ker to pomeni, da vsak, ki mene pozna, bi tudi jecljal k dež. Temu pa ni tako. Je sicer dejstvo, da če imaš ti že predispozicijo, da boš jecljal, pa če imaš nekega slabega govornega zornika, da je to velika možnost, da boš jecljal.
Vsekakor pa to ne pomeni, da boš tudi ti jeclal, če boš bil v bližini nekoga, ki že jecla. Tako da, folk, ne ga sredi. Ne, jeclanje ni neizljivo. Številka 6. Koliko oseb jecla? Nekje se predvideva, ampak to je že ful star podatek, da jecla 1% oseb v Sloveniji. Oziroma tudi nekje na splošno velja, da jecla 1% svetovnega prebivalstva. Kaj to pomeni? To pomeni, da v celem svetu naj bi jeclali 70 milijonov ljudi, pri nas v Sloveniji pa tam po zadnjih podatkih, ki so jih sicer celo štel, ne vem kjerega leta, že v glavnem ful nazaj, je bilo to 20.000 ljudi. Številka 5. V katerih situacijah ne jeclam? Ponovadi je tako, da jeclal ne boš. Ko si sam, ko se pogovarjaš s tistim ljubljenčkom, s kakšnimi malimi otroki, če poješ, če šepetaš, ali pa če bereš v dvojicah. Zakaj temu tako? To je zato, ker pač takrat nisi pod pritiskom, čisto po domače povedan. Številka 4. Kdaj se jeclanje pojavi? Pojavi se najpogosteje med 2. in 5. letom starosti, lahko se pa tudi, ko gre folk v šolo, v puberteti ali pa tudi v kasnejši odrasli dobi. Pri meni je bilo pač to že v osnovni šoli, kakor sem že v enem izmed prejšnjih vprašanj govoril, ko sem bil v 6. letu osnovne šole. Evo folk, čestitam tistim, ki ste še zmeraj z mano. V tem videu tako smo skupaj prišli do 3. vprašanja in kar začnimo, ne? Katere so težavnostne stopnje jeclanja? Poznamo zelo lahko, lahko, srednjo, težko in pa zelo težko obliko jeclanja. Jaz sem bil, kakor sem že parkrat povedal, zelo težka oblika jeclanja, ker sem lahko povedal včasih komaj 2 besedi, brez da bi zajeclal. Če ste še zmeraj z mano, hvala, ker me spodbujate, da ustvarjam nove vsebine, pa če vam je tak način predstavitve zelo všeč, lajkite, pa tudi subscribite na kanal, pa delite ga s čim več folka. Mogoče vas bo malo motila tale svetloba, ki ga imamo od ring lighta tukaj, pač snemam v omejenih finančnih zmožnostih, kakor je, prek telefona. Mogoče bom tudi v prihodnosti celo posnel, kako jaz to posnamam doma. Boste bili zelo presenečeni, pač sploh ni treba imeti zelo veliko keša za to. Torej, da nam skrenu s poti, gremo na številko 2. Evo, prišli smo do številke 2. Tukaj bom si spet pomagal s tole knjigo. Evo, se vidi. Ker je mičken daljši vprašanje, pa ker je mičken bolj strokoven. Vprašanje je pa, ali se lahko jeclanja znebim. Jeclanja se lahko znebimo ali pa saj omilimo to težavo. Uspe nam lahko z ustrezno metodo obravnave in terapevtom, ki ima znanje pa dolgoletne izkušnje s tovrstno problematiko. Predvsem smo pa tukaj mi moramo imeti močno voljo pa vztrajnost, da dosežemo končni cilj, pač kakršen že ta je. Ali da ga čist se znebimo jeclanja, ali pa konec koncev, da ga saj toliko zmanjšamo, da nam je kul. Priporoča se, da se po vsaki logopedski obravnavi dotična oseba vključi v skupino za samopomoč in tako pomaga tudi drugim. To moram zelo pritrditi, ker s tem, ko pomagaš ti drugim, tudi nekako sebe nagrajuješ za svojo vztrajnost, poleg tega si pa mogoče majčkeno egoistično, ampak vseeno si vzor drugim. In čisto po domače povedam, to se ful dobro meni zdi. In to se tudi vsakmu ful dobro zdi, ko vidi, da je vzor enemu drugemu. Evo, izid obravnave je odvisen od vsakega posameznika. To drži. Program je zahteven, saj terapija ni kratka. In pač to ni kot ena tableta, ki se jo da požret, pa si konec z jeclanjem. Pač ni temu tako, se bi rekel kjero drugo besedo, ampak raje zaradi YouTube pravil ne bom. Evo, da še dokončam. Starejša kot oseba, teže je odpraviti čisto jeclanje, ali ga pa umiliti zaradi tega, ker starejši smo, več imamo navad, ker se jih težko znebimo. Ampak, evo, dam zdaj brez knjige. V realnosti, oziroma čisto po domače povedanje, tudi na stara leta se da, če imaš voljo, če imaš možnost, če imaš čas, oziroma čas je treba vzeti zase. To je najbolj pomembno, kar je pri tem.
Če nimaš časa, je brez veze tudi delati te terapije in podobno. Kakšne so te terapije in to lahko pač zveste v društvu Vilko Mazim. Link imate tukaj dol, ker sem ga že prej objavil, tako da obrnite se na njih, pokličite v društvo, pa ali jim pišite na mail, pač kakorkoli vam je lažja ta komunikacija. Z veseljem vam bojo odgovorili. Evo ga, prišli smo do konca, skoraj do konca, ker bo še bonus vprašanje in odgovor na njega. Torej, kaj pri odpravi jecljanja najbolj pomembno? Pomembno je to, da se prvo spraviš k temu problemu, da te ni sram, da jecljaš, da govoriš počasneje, poskušaš govoriti razločneje, da ne pridemo do une situacije, kot smo že dostikrat vsi prišli, ker si rekel, pa te folk ni zastopil, pa se mogel spet ponoviti. In ponavadi, ker ti prvo, ki ste lepo šlo, brez jecljanja, v drugo smo pa zatrokirali tako, da glava boli, ne? Pač tako je, ne? Ampak zato je, kot sem rekel, boljš govoriti počasneje, pa razločen, da že v prvem šusu poveš tisto, kar misliš, pa da te folk zastopi. Pol ta drugič je zelo v redu, da najdeš zelo dobrega terapevta, ker dejstvo je tako, da pač, kakor smo si različne osebe, nam tudi določen terapeut ne bo odgovarjal, ali pa tudi kakšna metoda nam ne bo odgovarjala, a ne? Tako da pač mogoče bo nekaj cajta trajalo, da boš našel ta pravo metodo ali pa terapeuta, ampak preslej jo boš našel. Predvsem je pa pri vsem tem res pomemben, da se spraviš k stvari, pa da imaš voljo, tudi takrat, ko ti bo šlo malo slabše, da boš vztrajal. Ker na koncu boš bil tako kot jaz. Tako boš govoril takole pred kamero, ali pa tudi, če ti ne bo do tega nastopa, ne, pred kamero, ker pač enim to ni kul, meni je ful kul, ampak če ne drugega boš lahko v trgovini, boš lahko šel na oddelek za kruh in boš lahko vprašal, a imaš ta pa ta kruh, ne, da ne bo do te različne situacije, ki vemo, ki so se nam dogajale, ne, pač smo vedeli, smo hoteli kaj kupiti, pa ni bil glih tistega kruha, oziroma je bil celo tisti kruh, pa smo rekli nekaj drugega, samo zato, da ne bi zajcljali. Nekaj bomo o tem govorili tudi v enem izmed prihodnjih videov, nakupovanje in jecljanje. Zdaj ste pa prišli še na bonus sekcijo tega videa in sicer tako imenovano bonus vprašanje in odgovor. To pa je, ali je lahko jecljanje tudi izziv? Evo, valjda da je, ne? Se poglej mene, jaz sem zdaj komot, takole govorim pred kamero, pa tudi, ker sem že milijonkrat rekel, kjer sem nastopil, to bi bil zame izziv. Zdaj mogoče za tebe ne bo izziv, ampak bo pa izziv zate, da boš lahko šel v trgovino kupiti brez problema kakšno stvar, ali pa kaj vprašati. Tako da zmeraj se lahko najde izziv, če se hoče. Ampak da nam zdaj samo meni ali pa v tebi, evo, ti lahko povem zgodbico o Demostnu. On je zmeraj jecljal. Pol je začel hoditi ob zidu in se glasno pogovarjati, da je preglasljiv bučanje morja. Pol je imel tudi kamenček v ustih, da bi ga jezik ubogal, potem ga je pa nekdo naučil, da je začel pravilno izgovarjati. In kaj se je zgodilo? Demostan je postal eden največjih govorcev vseh časov. Pa se poznamo mnogo teh znanih ljudi, ki so jecljali. Pa tudi pri nas v Sloveniji je kar nekaj znanih. Tudi o tem bom naredil poseben video. Tako da, karkoli si ti zadaš, vse je možno. Predvsem pa na področju govora. Evo, prišli smo do konca videa. Res, hvala vsem, ki ste prišli do konca, ki ste si v celoti gledali. To je to. Za danes se vidimo naslednjič, čez približno en teden.